Sem Maja Koršič Potočnik, odvetnica in vaš hudič advokat pri temah, o katerih imamo vsi svoje mnenje ali prepričanje, v javni debati pa največkrat ne najdejo mesta. Drage moje, dragi moji, spet smo tukaj. Danes je z mano Simona Kogovšek. Simona, a te lahko prosim, da se predstaviš tako, kot želiš biti predstavljena? Ja, lep pozdrav vsem. Najprej čast mi je, da si me sploh povabila na podcast. Meni pa, da si prišla. Torej, sem Simona v večjih vlogah. Najprej bi rekla vseeno, da je prva vloga mame, imam 3 otroke, in modna oblikovalka. O obeh vlogah lahko kakšno besedo spregovoriva, zato ker je povezava med modno oblikovalko in med mamo zelo zanimiva, vsaj zame. Ampak dajva začeti s tvojo vlogo modne oblikovalke. Vsaj za ženski del populacije, pa tudi za marsikakšnega moškega, je to en tak zelo mističen poklic. Povezan je z nekim glamurjem, zelo veliko tabuji ali pa tudi zelo veliko nekimi pričakovanji. A so resnična ali niso resnična, pa dajva začeti s tem. Kako je biti modna oblikovalka v Sloveniji? Ja, verjetno je realnost res čisto drugačna, kakor imajo na splošno ljudje v mislih, oziroma kakršne so predstave. V čem je drugačna? Recimo, zdaj bom čisto iz sebe, no, pa Slovenija je majhna in si deklica za vse. Tako bom rekla, kot ena, se pravi, nimam neke ogromne blagovne znamke z ne vem kakšno korporacijo zadaj, ampak sem sama za vse, se pravi, od vlečenja vsega materiala do se pravi, teh lepih stvari, oblikovanja, krojenja idej, to je vse tako, kako naj rečem, ta lep del, a ne, ko razmišljaš o novih kosih in ustvarjaš. Potem pa pridejo zraven še vse ostalo, se pravi, kreiranje za socialna omrežja, skrb za družino obenem, študiranje o tem, a bo dovolj čez mesec, ali se bo dovolj izdelkov prodalo, tako, no. Torej, v bistvu si vpisala eno tako pot podjetnice, ženske podjetnice ali pa pravzaprav kateregakoli podjetnika na eni taki samostojni poti. Skoraj v katerikoli branži, ne, v bistvu. Skoraj v katerikoli branži. Ko razmišljaš, bomo šli po korakih, ko razmišljaš o novih kosih, a je to tisti najbolj kreativni del tvojega poklica? A je to tisti del poklica, zaradi katerega si se v bistvu odločila, da se boš s tem ukvarjala? Ali je to morda začetek, ki ti omogoča, da potem sledi kaj lepšega? Ja, to je definitivno ta najbolj kreativen del, ko se prepustiš se pravi, sanjarjenju. Kako pa to izgleda, sanjarjenje? Kako si ti zamisliš nov kos? V resnici to pride skoraj v kateremkoli času v dnevu ali pa ponoči. Mogoče je povezano z mojo življenjsko situacijo, ko vidim, kaj bi mi najbolj prav prišlo, ne, kar se oblačil tiče. Ali se v situacijo v svetu, ko hočeš nekaj s samo kolekcijo povedati, izraziti. In potem si ti to predstavljaš v glavi, pa vidiš pred sabo ta kos, ali vidiš neke obrise, ali vidiš eno svojo stranko, ki nosi ta kos, kako pride ta ideja? Velikokrat vidim samo mogoče kakšen detajl in potem izhajam iz tega in razmišljam, kako to izpeljati, da bo tehnično
delovalo, a ne. A se ta Tako. proces dogaja v tvoji glavi ali na papirju v obliki risanja? Zadnje čase res bolj v moji glavi oziroma potem, ko hočem dati na papir, ker moraš, da vidiš, če je, a ne, ugotoviš dostikrat, da kar je v glavi, ni nujno, da funkcionira v realnosti, a ne. Da manjkajo mogoče kakšne vmesne faze. In, to vidiš že, ko, svojo vizijo preneseš na papir, ali je potrebno dejansko izdelati izdelek v naravi, da vidiš, kaj ne štima in kaj ne paše skupaj? Zdaj po tolikih letih izkušenj velikokrat vidim že, ko na papir prenesem in že vidim, kako bo potem to tehnično izvedeno, lahko ali pa nemogoče. Pa že takrat spreminjam idejo. Se pa dostikrat zgodi tudi, da se vmes, da se že naredi kos, pa potem ugotovim, da mogoče bi bilo fino, da se še kakšne manjše malenkosti korigirajo, da je funkcionalno. Koliko ima pa tvoj osebni okus ali pa osebne preference, torej tvoj okus za, kaj je lepo in kaj ni lepo pri tem, kakšne kose delaš? Ja, vse. Vse, a ne? Vse, pač vsi moji kosi izhajajo iz mene, kljub temu da, se pravi, za izdelke, ke so narejeni po naročilu, se seveda posvetujem, s stranko, in najdeva neko skupno točko, ampak v osnovi gre za moj stil, oziroma, še vedno, izhaja iz mene, no. Tako, samo kakšni detajli so mogoče drugačni, da se prilagodijo, življenjski situaciji ali pa preferencam, gospe, ne. Kaj ti pa pomeni, ko vidiš, eno žensko, ki je oblečena, v tvoje kose? Kako se počutiš ob tem? Kakšna čustva doživljaš? To je v bistvu najlepši občutek. Najbolj se razveselim, ko vidim kakšen svoj kos v mestu, pa čisto slučajno, tako od daleč, ker ga vidiš v popolnoma drugi luči. A ne, kako znate skombinirati, kako se čisto drugače nosijo, kakor bi jih mogoče sama, ampak še zmeraj ful lepo, no. Znamo skombinirati zato, ker jaz sem tudi danes oblečena v Simonine kose. Ogromno jih imam, jaz moram reči, da mene tvoj stil strašansko privlači od nekdaj. Nekako sem se zelo našla v tem, tako da, zato v bistvu, ne, v drugi osebi. A si kdaj, malo recimo, a te kdaj kakšno ljubosumje recimo preplavi, ko pa vidiš, da nekdo recimo nosi, kakšno blagovno znamko od konkurence? Recimo od oblikovalke, ki ima podobno pot kot ti, ki je podobnega obsega, ki dela, bomo rekli, konkurenčna oblačila recimo. Misliš, stilsko tudi podobno, Stilsko ali pa ne nujno stilsko. Preprosto, zakaj je njej uspelo prepričati to stranko, meni pa ne, recimo, sprašujem. Ne vem, jaz izhajam iz sebe, denimo, ne. Mene bi mogoče malo zbodlo, morda. Ne, se mi zdi, da je vsak ima nekako svoj okus. Sem ugotovila, da, se s strankami tudi po večini tudi energetsko malo, povežem vedno, no. Z enimi bolj, z enimi manj. Kar je pa tudi veliko, vredno, a ne. Ni to samo neki konfekcijski kos, ki ga z stojala mimogrede vzameš, ne, ampak pač ima neko vsebino, ne. A ti zase, ti nosiš samo svoje kose ali imaš tudi oblačila recimo drugih blagovnih znamk? Ja, imam tudi, v resnici svojih kosov zelo malo nosim oziroma priložnostno, takrat, kadar se spodobi, po večini, ampak predvsem zadnja leta zato, ker imam malčka doma in, sem večinoma, jaz pravim, v delovnih oblačilih, to so kavbojke, neka navadna majica, ker grem potem takoj v studio delat, in da nisem obremenjena z vsemi sledovi zajtrkov in tega. Tako.
Koliko ima pa po tvojem mnenju počutje, trenutno počutje, zvezo s kosi, ki jih izbiramo oziroma ki jih nosimo v tistem trenutku? Ja, zelo veliko, ne. Zdaj jaz tudi sama, mogoče ni to najbolj prav, ne, ampak če se slabše počutim v svoji koži, bi se tudi najrajši oblekla v nekaj razvlečenega, pa da se kar skrijem, a ne, da me ni. Pa bi bilo mogoče v takih trenutkih prav, da bi se dvignila, vsaj tako jaz probam svoje gospe, ki pridejo k meni, nekako prepričati, da nas oblačilo lahko dvigne, se pravi, našo samozavest pa, nas razveseli, a ne. Tvoja oblačila v kontekstu, kaj je moderno, kaj je modno in kaj ni moderno. A bi rekla, da se prilagajaš temu, kaj je trenutno moderno, in če se, kako se? Pa če se ne, zakaj ne, oziroma kako je to, kako ti to uspe? Jaz mislim, da se ne pri svojem kreiranju, se mi pa zdi, da mislim, ne gledam nekih smernic pa to, razen preko svojih dveh najstnikov, starejših dveh, ampak, me kar verjetno podzavestno me vodi, kreiranje v mogoče tudi kakšne kose, ke so mogoče tisti trenutek kakor modni, da jih vključim tudi v kakšno kolekcijo, ampak ne gre za neke tipične, klasične konfekcijske kose, ke jih vidimo tako. Jaz bi se tukaj strinjala s tabo, jaz tudi tako mislim. Recimo to, kar imam jaz zdaj na sebi, je, mislim, da staro že 8 let, pa v bistvu težko ugotoviš, ali je staro 8 let ali je bilo iz zadnje modne revije tvoje. In večina vseh kosov, predvsem plaščev, predvsem, jopic, bomberčkov, ima to lastnost, da so v bistvu večni. Kadarkoli jih potegnem, če sem v pravem moodu za jih nositi, so v bistvu, Častni. nice piece, Tako. tako, ja, v bistvu brezčasni. Pa se mi zdi, da vseeno, a ne, jih pa lahko skombiniramo z nekim kosom, ki pa je trenutno in, bi rekla, no, tako. A ne, z nekim, z neko konfekcijskim, no. Uvodoma si omenila, da te na trenutke, zaskrbi tudi, kako boš prišla čez mesec, ali bo dovolj prodanih stvari. Kako poteka, ali pa, a obstaja v vašem poklicu boj za stranke? Oziroma kako si v bistvu zagotoviš te stranke? Ja, jaz sem mislila, da bom pri 43 letih lahko že malo bolj sigurna, da ne bom rabila razmišljati vsak mesec o tem, kako bo naslednji mesec. Ampak ali se zgodi neka življenjska situacija, recimo otrok nov, ali pa se zgodi nekaj v svetu, ke malo pomeša karte in moraš, in ti podre plane mogoče. Tako da ne moreš zaspati na lovorikah, ampak skozi razmišljati. Sama sreča je, jaz pravim, da delam to, kar me veseli, in v resnici tudi kadar je kriza, pa si mislim: bi šla nekam ovce past ali pa filat police v kakšno trgovino, samo zato, da bi imela več mira v sebi, a ne." Ampak v resnici ne vem, kaj bi počela, oziroma si tega v resnici ne želim, oziroma je malo, ne maram te besede poslanstvo, ampak, oblikovanje oblačil je to, kar sem hotela vedno početi, in, pač pregrizem vedno skozi mesece in leta in tako, ne, vedno se obrne prav. Zdaj pa se mi zdi, da sem malo zaplavala, pa te nisem odgovorila. Sploh ne. Veš, kaj si mi pa dala novo iztočnico. Ko rečeš, da želiš poiskati mir v sebi, ali pa da nimaš recimo mira v sebi, je to zakaj? Zaradi skrbi, ali bo dovolj prihodka v tekočem mesecu,
A zaradi kakšnih, drugih skrbi, kot so otroci, njihovo zdravje, ali je to kakšen drug razlog, zaradi česar recimo se znajdeš v okoliščinah, ko ne najdeš mira v sebi? Ja, predvsem, čisto iz finančnega, vidika, ker ni neke stabilnosti, a ne, pri nas oziroma, se lahko takole nekaj zgodi, pa pač ne moreš delati, recimo, da sama zbolim mogoče in, to, pač kot espe, no, saj pri vseh enako, a ne, to takoj pomeni, da ni prihodka, ne. Zdaj sem se pa spomnila, kaj si me prej vprašala, kako pač ta boj za stranke, ne, pač vedno bolj se moraš truditi, na kakšen način, na pravi način prikazati, kaj si novega ustvaril, jih pritegniti, tako, no, jaz, ne mislim, mogoče to sploh ni zdaj boj za stranke oziroma moram nekaj narediti, da se bo kupilo, ker se mi zdi, da še vsakič, ko naredim neki izdelek, se pravi, ki ni po naročilu, ampak, kot kolekcija ali pa tako, ko naredim iz sebe, je pravi odziv, ne. Pač pridejo potem tudi stranke, a ne. A se ti, osebno s strankami ukvarjaš, ali, so, to tudi v bistvu je to prepuščeno tudi trgovini, v kateri se to vse skupaj prodaja? In potem podredno vprašanje, ki me zares zanima, je energije. A kdaj tudi začutiš, neugodne energije? Si kdaj rečeš: tudi če tale ne bi kupila mojih kosov." Ali pa, tole pa mogoče bi bilo boljše, če, midve ne bi sodelovali? To slednje se včasih tudi, mislim, v vseh teh 20 letih, kar delujem, se je tudi že seveda zgodilo, ampak je to tudi v taki mali meri, ker se mi zdi, da, nekako, ne vem, zelo verjamem, da se, prave energije najdejo, no. Včasih se zgodi, v trgovini Zofa, a ne, pač se prodajajo izdelki in so, se pravi, na stojalu na voljo in ni nujno, da, pridejo gospe v stik z mano, ko ga kupijo, ne. Pa potem čez čas, pridemo v neki kontakt in ugotovim, da imajo že ali enega ali pa cel kup mojih izdelkov, ki jih kupujejo tam, brez da bi jaz vedela. In sem vedno navdušena in fascinirana, kakšna ženska je to. Tako da se mi zdi, da se nekako, prave povežejo z mojimi izdelki oziroma take, za katere tudi jaz, ko delam kolekcijo, si predstavljam, a ne, da so take ženske. Prej si omenila, da včasih, je to preprosto neka, vizija in jo narediš potem, da pride tako do kosa. Rekla si pa, da včasih pa želiš tudi kaj sporočiti. A sem te prav razumela? Ja. Kaj recimo, želiš sporočiti in kako se to prenese recimo v neko oblačilo, v neko kreacijo, ki ga narediš? Ki jo Ponavadi narediš? so to neki ali moji osebni mejniki, ne vem, ločitev recimo, pa sem potem hotela narediti neko bolj drzno, kolekcijo, tako, ženstveno še vedno, ker pač to sem jaz, ampak, atraktivnejšo, bolj drzno, dominantno. Potem recimo zelo se je poznalo med korono, sem se pravi, v sklopu tedna mode, naredila kolekcijo Human to Human. Se pravi, človek človeku, ne, da je še vedno pomembno, da ostanemo človek človeku, se pravi, solidarni in povezani med sabo kljub raznolikostim oziroma različnim mnenjem. Takrat sem sodelovala z, ustvarjalko kolažev Marušo Štibelj, ki je v bistvu skozi kolaže je bila v bistvu ta kolekcija najbolj povedna, no. Tako. Kako se recimo en kos, ki ga narediš z mislijo, ne vem, human to human, razlikuje od kosa, ki ga narediš recimo takoj po ločitvi in je drzen, je bolj
Saj mogoče to izzivalen. lahko zelo, subtilno, se pravi, osnovni, navdih, ki je v bistvu moj stil, je vedno enak. To so metulji. Mislim, da to že vsi vejo, vsaj to toliko ponavljam, da zadnje čase, potem pa glede na ta osnovni navdih gradim, si vzamem neko temo za kolekcijo, ne. Pa se to mogoče lahko pozna v materialih, v vzorcih, mogoče samo v nekih izrezih, na oblačilih, a ne. Kaj pa v barvah, v dolžini? Tudi, ja. Vse to, ja. Prej si omenila, da je realnost modnega sveta v Sloveniji drugačna od percepcije, ki jo imajo morda ljudje v zvezi s tem. Kako je drugačna? Kako je biti modna oblikovalka v Sloveniji? A je to povezano s tem, da so odprta kakšna vrata dodatno, da te vabijo na neke dogodke, na neke gale prireditve, da si, celebrity ali pač ne? Mislim, da je pri nas poznamo obe strani, no, pač nekateri oblikovalci v Sloveniji so bolj poznani, kot drugi, oziroma je mogoče odvisno, za koga delaš ali pa si delal oblačila, ne. Če narediš oblačila za neke znane osebnosti, ki se potem pojavljajo na raznih, prireditvah, proslavah in v revijah, oblečeni v tvoje izdelke, mogoče si tudi za, ostalo javnost se zdiš bolj prepoznaven, a ne. Jaz pa večinoma oblikujem za navadne smrtnike, ali kako naj rečem, zelo malo sem oblekla znanih, osebnosti. A bi si želela tega več? Mogoče, ko sem bila mlajša, zdaj pa ne več, zaradi tega, ker vidim, da je pač večja vrednost, manj ne finančna, ampak, notranje veselje, ko vidiš pač, da razveseliš, človeka s svojim izdelkom, ki je prišel iz tebe, in da ne delaš to zato, da bo v neki reviji pa da boš tako prepoznaven, ne. Ampak every now and then se pa vseeno komu zgodi en tak res velik preboj, a ne. Ja. To je običajno pot v tujino, največkrat je to, morda angažma s strani kakšne, znane ali pa velike blagovne znamke. Kaj misliš, zakaj pa recimo določenim uspe ta preboj in potem je v bistvu ta pot lahko kar zelo strma navzgor, a ne? From zero to hero je zelo hitro, a ne, Ja. lahko? Predvsem si moraš tega želeti. Oziroma, da stremiš k temu, ne. Sama sem pa imela pač hotela sem imeti oboje. Družino in oblikovati, in biti oblikovalka, ne. In, osebno se mi zdi, da nekako ne gre to skupaj, ali pa jaz nisem tega videla, no. Ne morem reči, da kaj ni mogoče, ker najbrž je. Ampak glede na svoje zmožnosti, no, tako sem se odločila tako. Kako izgleda zakulisje tega modnega sveta? Recimo, modne revije. To recimo že jaz spremljam preko tebe zdaj že nekaj časa. Manekenke, usklajevanje, kako recimo izgleda ena modna revija? Kaj se dogaja v zakulisju? Kako se odločiš, na kateri konkretni manekenki bo kateri kos oblačila? A sploh imaš možnost izbire? A lahko izbiraš, katere manekenke bodo nastopale na tvoji modni reviji? A prilagodiš kose njim ali se morajo one nekako prilagoditi tvojim kosom? Se pravi, v Sloveniji je to čisto drugače kakor v tujini, a ne. Da, dobiš ne vem koliko modelov in da bi jih prav sam izbiral.
plus, da pač smo tako majhni, da se modeli po večini, mislim, so vsem znani, so neke, jaz rečem, stare mačke, profesionalke, ki so že leta in leta sodelujejo tako v sklopu Ljubljanskega tedna mode, kot tako individualno, a ne. Se pravi, se pojavljajo eni in isti obrazi modelov, ne. S katerimi tudi spleteš neko vez, a ne. Tako da, jaz si, tiste modele, ki jih že poznam, seveda jim določam neki, look, ki je prav, za katerega vem, da ga bojo one najboljše odnosile, no, oziroma predstavile, no. V zakulisju, modne revije je pa kaos, ponavadi, a ne. Vedno se mudi, tako. A si ti tista, ki oblačiš vsako posamezno manekenko pred izhodom, ali imaš pomočnike za to? Se pravi, jaz imam tudi pomočnike. Toliko je pomembno, da sem jaz ponavadi tista, ki jih pogledam, preden grejo na pisto, da preverim, če je vse tako, kot mora biti. Kaj se pa lahko zgodi? Kaj so take anekdote, ke se zgodijo tik pred zdajci, ko bi morala že stopiti na pisto? Recimo, da ne more obuti čevljev, da je kakšen kos narobe oblečen, če nisem bila jaz zraven, pa potem zadnji hip, premikamo. Mogoče to se mi res še ni zgodilo, no, ampak bi bilo možno, da se kaj strga. Ampak do zdaj se je še vedno tako izpeljalo, da je funkcioniralo. Saj ostali najbrž gledalci ne opazijo to tako, kakor jaz sama, a ne, vidiš neke nepopolnosti. To, da ne more obuti čevljev, se zgodi zakaj? Ker ima preveliko nogo, ker ji niso čevlji prav? Tako, ja. Oziroma to je pol mogoče naša napaka, da računamo, da bo, ker je prava številka čevlja, da ji bojo seveda prav, in mogoče pozabimo prej preveriti. Pa se zgodi. A se v bistvu Ampak čevlji, se vedno reši, ja. ki se kombinirajo s tvojimi oblačili, jaz si predstavljam, da je to kar zalogaj, ker vendarle manekenke, no, to pa tam jo že lahko pošlješ boso na modno pisto. Ja, ja. Ampak največkrat pa ne, torej rabiš neko čevljarsko spremljavo, čeprav čevljev ne delaš. Kako se tega lotevaš? Včasih bi si želela, da bi tudi čevlje znala delati, oziroma da bi jih lahko zdizajnirala in bi jih naredil nekdo drug. Ma je to spet povezano, pač je kar velik, Finančni zalogaj. finančni in tudi logistično, oziroma, a ne, še ena kolekcija, ki jo delaš zraven, ne. Tako da zmeraj izbiram čevlje, ki grejo stilsko v kolekciji, po možnosti, da so čim bolj poenoteni, da pride, ko so punce na modeli napisi, oziroma ko se predstavijo, da ima neki rep in glavo, da so enotne, tako. Ti si pa zdaj že tudi nekajkrat, se poslužila tega, da so bili tvoji modeli tudi resnične ženske. Zdaj si na zadnji modni reviji je bilo to tako, a ne, pa recimo tudi Zofa je to že parkrat naredila. Kako se pa ta pristop obnese recimo pri nas? Ja, se mi zdi, da se potem tudi, gledalke, stranke, ali kako naj vas poimenujem, mogoče lažje poistovetijo, oziroma si lažje predstavljaš, da so ta oblačila tudi za neke, bom rekla, normalne ženske, a ne, ker modeli so sami taki, dolgonoge, suhe. Ma ni nujno, da ta isti kos, ki ga one nosijo, ne more nositi tudi, pač ženska, mogoče večji konfekcijski številki, nižja, tako, no. Jaz vsekakor mislim, da je bolj normalno, da takšne kose nosijo normalne ženske, zato ker je na ulici prej izjema kot pravilo, da je nekdo visok 1,80 m Absolutno. pa suh pa kot prekla recimo, a ne. Ja, ja. Modo velikokrat povezujemo morda zaradi tračarskih revij, morda zaradi filmov ali pa knjig,
tudi z, ne vem, razvratnimi zabavami, z veliko mamili. Kako je v Sloveniji v zvezi s tem? Kakšne so tvoje izkušnje? Jaz sem, zdajle mi govoriš, kot da mi o filmu razlagaš. Vidite, to je odgovor. Ampak ja, mislim, nimam nikakršnih takih izkušenj. Mogoče samo nisem v pravih krogih, ampak Saj to je zelo podobno kot v odvetništvu. Je veliko mamil prisotnih, lahko pa recimo tako kot jaz, ke pa te izkušnje absolutno nimam in je, oboje je pa realnost lahko, Ja, a ne, absolutno. ampak ni nujno. absolutno. To je moja realnost, tvoja realnost in najin milni mehurček. Ja, tako. Torej mladost, manekenstvo, modna industrija kot taka v Sloveniji ni v takšni obliki, da bi neko mamo potencialno moralo skrbeti za svojo hčer, kot to recimo slišimo za tujino, predvsem Italijo. Misliš kot New York. model? Če Kot se model, ukvarjaš z model. kot, Aha. kot, mlad otrok, ke ga daš v bistvu v roke predatorjem. Jaz mislim, da je tukaj predvsem osnova neka vzgoja. In potem se v bistvu sam odloči, kako bo deloval. Pač če je vržen v neko tako situacijo, ne. Se mi zdi, da je pri nas zdaj spet, ne, ko ne vem, ne, ke ta moj milni mehurček, se mi zdi, da ni take bojazni, ne. Ampak ne bi imela osebno nobene težave, če bi si sin ali pa hčer zaželela iti kaj v tej smeri. A opaziš kakšno razliko med spoloma v modnem svetu? A je ženskam težje, lažje, a je kakšna razlika? Spet govoriva zdaj v Modni kreatorji, torej oblikovalci, za začetek? Ne. se mi zdi, da kot oblikovalci smo tukaj prav enako sprejeti, no, oziroma imamo enake možnosti, no. In imajo torej tudi tvoji moški kolegi, enako trnovo pot kot recimo ti? Ja, jaz osebno menim, da ja, no. Mogoče bi to kakšen kolega imel kakšen drugačen odgovor, ampak jaz nimam osebno občutka, da bi, ne vem, moda, mogoče zato, ker je neko, a ne, ko rečeš moda, prej pomisliš na žensko kot na moškega, tako, ne. Bolj ženski poklic, čeprav je veliko modnih oblikovalcev moških, ne. Mogoče so več. Ko včasih slišiš ljudi govoriti, recimo, tudi jaz včasih uporabim to besedo, a ne, to je dizajnerski kos. Kaj to zate pomeni? Jaz recimo zelo velikokrat, ko mi kdo reče: ful si lepo oblečena", rečem: "Ja, ja, to je pa dizajnerski kos." Pa je to seveda kos iz Zofe, to pomeni, da je najverjetneje tvoj ali pa od kakšne od tvojih kolegic. Dizajnerski kos, kaj to pomeni? Zame osebno to pomeni, da je unikaten in maloserijski ali pa maloserijski. Se pravi, jih lahko preštejemo na roke, mislim, na prste ene roke. Da smo mi oblikovalci nekaj vložili, da je pač nastal iz nas, ali kako naj rečem, ne znam se drugače izraziti, kakor se pravi, ni neka konfekcija, kjer je na milijone kosov takih narejenih, ampak je nekdo vložil več časa in srca v to. In recimo, če zdaj vzameva nekega drugega dizajnerja, da ni tvoj kos oblačila. A ti opaziš, ko vidiš oblačilo na človeku, da je oblečen v dizajnerski kos? Hočem povedati, če ne piše na veliko gor Gucci ali pa Dolce Gabbana, a se opazi, da je kos boljši, kvalitetnejši, ti to vidiš? Ali je na trenutke tako, da bi lahko zamešala tudi z Zaro pa s H&M-om, če ne bi gor pisalo, kaj je? Mislim, to se potem vidi čisto v tehničnih, se pravi, po šivih, po kvaliteti materiala, lahko tudi že čisto na oko, no.
Pa prej, ke smo rekli dizajnerski kos, a ne, se pravi, dizajnerski kos je v resnici neka znamka ali lahko, ne, tudi neka velika, to pomeni, da je zelo veliko kosov takih, ampak jaz osebno dizajnerski kos pač, pri nas v Sloveniji jemljem kot nekaj, tako kot sem prej opisala, nekaj unikatnega, no. Nekaj unikatnega Ja. in, boljša kvaliteta. Tako. Verjetno bi bil odgovor podoben tudi, če bi te vprašala, kako je s ponaredki. A se ti srečuješ, s tem, da nekdo želi ponarediti tvoje oblačilo? Je že prišlo do mene, ja, tako, ste mi mogoče, so mi moje stranke so me obvestile, da, kdo dela zelo podobno oziroma celo, skuša, ponarediti kroj, a ne. Ampak ne vem, včasih sem se sekirala za to, zdaj se pa ne več oziroma ker vem, da je pač, nima te duše v sebi, ne. A kako pa ti gledaš na to, da, recimo kdaj tvoje stranke, morda nosijo kakšen drug ponaredek, morda celo kakšno super repliko, ne vem, kakšnih torbic, prestižnih blagovnih znamk, ali pa kakšnih kosov oblačil prestižnih blagovnih znamk, pa gre za repliko. Bi ti to naredila, ne bi? Se ti zdi upravičeno, se ti zdi moralno sporno? Mislim, vedno poskušam razumeti, mislim, različna stališča oziroma zakaj se tega poslužijo. Najbrž zato, ker si originala ne morejo privoščiti, ker je nedosegljiv in je to čisto nekaj statusnega, ne, če imam pa jaz zdaj to Louis Vuitton torbico, pa nekaj pomenim, ne. Ampak kdo pa sem jaz, da bom zdaj, obsojala koga? Razumem. Kako se pa soočaš s pritiski vse več in več in več in drugače in ves čas višje, skozi nekaj novega, ves čas je treba biti inovativen. A imaš kakšne težave s tem ali pa je to kakšen pritisk? Gotovo je pritisk, mogoče zato starejša, ko sem, vedno bolj razmišljam, kako bo fino, ko mi tega ne bo več treba, oziroma v smislu, da vedno bolj stremim k miru, v sebi. Najbrž ravno zaradi teh pritiskov, a ne, ko se moraš včasih na trepalnice postaviti, da si še vedno in, ali kako naj rečem, da še vedno guraš naprej. Pa te to utrudi, no. Kaj moraš vse početi, da si in? Kaj je tvoje postavljanje na trepalnice? Vedno razmišljati o nekih novih, izdelkih oziroma, oblikah, da bojo v končni fazi, da se bojo prodali, a ne, tako. Opažaš kakšen trend? Vidiš recimo, da je kakšno obdobje, ko se prodaja boljše, slabše, pa, morda lahko najdeš kakšne razloge ali pa vzorce, zakaj je temu tako? Mislim, so sezone, kjer, vsako leto, a ne, pač ko izide nova kolekcija, je vedno neki bum. Pa, situacije v svetu, recimo zdaj s to krizo, s katero grozijo, in Se že pozna? mislim, pozna se, da ljudje, petkrat ali večkrat premislijo, preden si, privoščijo mogoče neki tak v bistvu luksuzen kos, a ne, saj naši kosi v resnici niso taki, da boš tako se impulzivno odločil pa ga kupil, ne. Po drugi strani imam pa občutek, da se pa počasi, ampak to je veliko bolj počasi kakor v obratni smeri, pa tudi, prebuja to zavedanje, o tem, kako je pomembno, mogoče
posegati bolj po takih lokalnih trajnostnih kosih, kakor v primerjavi s to hitro modo. Trajnostni Ja. kosi. Kaj ti narediš s svojimi oblačili, ko se jih naveličaš? A se jih naveličaš? Z mojimi kosi, ki jih imam sama, Ja. jaz jih kar malo držim v Jih omari. držiš v omari? Kakšne sem tudi že oddala naprej. Kako se ti zdi primerno, rokovati z oblačili, ko jih človek enkrat ne nosi več? Da, se podarijo naprej. Za take, dizajnerske kose se mi pa zdi fino, da grejo če jih podariš naprej, da to ni neka škatla zapakiranja in jo nekam oddaš, ampak da jih mogoče podariš kakšni pravi osebi, ke veš, da bo jih z veseljem nosila naprej. Ker jaz imam tudi tako izkušnjo. Jaz imam en krog, znank, ko vsake toliko, ko imam premalo prostora v omari, rečem, jaz oddajam oblačila, in je potem najbolj zanimivo, ko čez 5, 10 let vidim ta kos oblačila na človeku, jim paše, rade ga nosijo, čudovit je, in imaš prav, v bistvu se mi zdi, da res ena energija kroži in v bistvu se vsi dobro počutimo. Tako nekaj dobrega si naredil. Za konec, Simona, kakšna bo tvoja pot bodoča, kaj načrtuješ, kako vidiš svoje življenje čez 5 let? Kako si želiš svoje življenje čez 5 let? To sem hotela reči, da čez 5 let se, ne, delamo plane, pa se potem prav hitro obrnejo. Trenutno je pa takole. Se pravi, koliko, 12 let, sem bila v bistvu kot osnovna, članica Zofe in z jesenjo jo zapuščam, ker sem se odločila, da je čas za čisto samo zame, oziroma da grem na pot, ki jo bom lahko sama oblikovala po svoje, bolj v miru. Tako, no, to se mi je izkazalo zdaj na zadnjem dogodku, ki sem ga priredila ob 20. obletnici delovanja. Ke sem ga organizirala sama. Kako sem si privabila k sebi take prave ljudi, s pravo energijo, enako moji, da je ta dogodek tako fantastično uspel, kakor je. Tako smer se mi zdi, da moram iti, no, da si sama poiščem ljudi po moji meri, no, tako, oziroma se najdemo verjetno. Kaj od tega, od te tvoje, energije, denimo, je pa Zofa jemala, ali pa kaj je tisto, kar je vzela več, kot si v tem trenutku, zdaj v tem življenjskem obdobju pripravljena dati? Saj Zofa mi je veliko dala, ne, je kar težko reči, adijo. Ampak, smo si pa tako različni oblikovalci, oblikovalke, notri različne osebnosti. Pa se mi zdi, da je normalno, da prej ali slej pride čas, ko vidiš, da pač ne greš več skupaj, no. Tako. Okej, in ponovim tisto, vprašanje, tvoja vizija ali pa želja čez 5 let je kakšna? Kje si, kaj počneš in kako izgleda tvoje življenje? Upam, da bom takrat res že nekje na Goriškem. Tak plan imava s partnerjem. Še vedno kreirala, seveda, in še čas za upokojitev ali pa kaj takega, oziroma dvomim, da se sploh kdaj bom. Ampak da delujem v večjem miru, da ustvarjam res samo to, kar si želim. To je to. Sploh nimam v resnici skozi ta mir. Mir je res, Ampak ga očitno toliko rabim, pa toliko čutim, da sem v pomanjkanju mogoče trenutno, da hlepim po njem. Simona, veliko, veliko sreče ti želim.
Upam, da bomo obveščene o vseh tvojih nadaljnjih korakih. Absolutno. Pa jaz mislim, da ne glede na to, kako boš delovala naprej, da je ta pristop, da v bistvu izhajaš iz sebe in iz te svoje notranje energije, kar pravi. Ker očitno je res, da obleka naredi človeka v dobesednem pomenu besede. Ja, res je. Hvala lepa, veliko sreče. Hvala tudi tebi. Nasvidenje, lepo se imejte. Poslušali ste epizodo podcasta Hudičev advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.